Biti človek na tem planetu v tem trenutku zna biti kar naporna izkušnja. Na trenutke se mi zdi, da zna biti kar težko procesirati vse trenutno dogajanje na svetu in ohraniti neko optimistično vizijo za prihodnost. Vsake toliko imam obdobja, ko sem ful preveč v svoji glavi in ful histerično samo osvežujem novice. Potem to v meni vzbudi tak globok strah in se počutim čisto nemočno in zmedeno in paralizirano od vsega dogajanja. Fajn je, če si informiran o stvareh, ki se dogajajo na svetu, ampak se mi zdi, da moraš včasih malo potegniti črto z spremljanjem novic in malo probati spremeniti svojo perspektivo. Ker se mi zdi, da nisem edina s temi občutki, sem se odločila narediti en tak video povzetek vseh informacij, ki sem jih nabrala v zadnjem letu, glede tega, kako se soočati s tesnobo in kako se prizemljiti, preden zapadeš v spiralo razmišljanja o tem, kaj vse bo šlo narobe. Za začetek bom delila en malo bolj teoretični vidik spiralanja, ki mi ga je povedala psihologinja. In sicer gre za trikotnik misli, čustev in vedenja. Prva faza je misel, in sicer se najprej zgodi neka situacija, na primer, v mojem primeru je to, da preberem neko novico o vojni. Potem se zgodi odziv na to situacijo, najprej se pojavi avtomatska misel, recimo v mojem primeru je tak, ne vem, Izrael in Amerika nas bosta vse bombardirala in vsi bomo umrli. In potem me postane strah te misli in se ta strah potencira v tesnobo, kjer me postane ful strah in začnem razmišljati o vseh možnih scenarijih, kako se pripraviti na to in podobno. In potem na koncu se zgodi faza vedenja, kjer se izoliram in začnem scrollati in brati še več novic na to temo, ki dodatno potrjujejo moj strah. Kar je pomembno je to, da prepoznaš avtomatsko misel v tem krogu in ko prideš v to fazo, se v bistvu še lahko ustaviš. Na tej točki je dobro, če pa misliš tako, okej, dobro, pač to je ena misel, ki se je pojavila, je samo misel v moji glavi in sprejmem to misel in nisem jezna na sebe, da razmišljam o takih stvarih. Potem pa namesto, da greš scrollat, raje nekoga pokličeš ali pa greš na sprehod ali pa posvetiš čas svojim hobijem. Ja, ena stvar, ki mi je v zadnjem letu zelo pomagala, je bilo to, da sem začela hoditi k psihologu in sicer hodim na eno terapijo, ki se reče razvojno-analitična psihoterapija. Gre za pogovorno terapijo in v bistvu princip je to, da greš skozi celo svoje življenje in imaš malo širši pogled v to, kako je na tebe vplivalo recimo otroštvo, mladost, odnosi z ljudmi. In dosti nekih stvari mi je kliknilo, zakaj se borim s tesnobo. In zdi se mi, da je v veliki meri na to vplivala čustvena odsotnost v določenih obdobjih življenja. Nekako sem se s časom naučila potlačiti svoje čustva nekam globoko v sebe, kar pač valjda ni okej. In potem na eni točki samo pride ven, vse naenkrat v obliki neke vrste paničnega izbruha. V bistvu sem začela najprej pisati o stvareh, o situacijah, o svojih čustvih, in sem imela recimo za nalogo tudi spremljati svoje čustva, nek seznam na Notes appu na telefonu in sem pisala neke random situacije, ki so v meni vzbudile določena čustva, recimo kdaj sem jezna in kako sem reagirala na to. In potem s časoma je nekako postalo vedno lažje prepoznavati čustva in se odzvati na njih. Še ena stvar, ki jo lahko omenim glede tesnobe, je to, da se mi zdi, da te ful hitro lahko spravi v tako stanje, kjer si zaciklan v svoji glavi in te vsega vedno bolj strah. In ful pomembno je, da se ne predaš temu strahu, ampak da si
tak na prijazen način pokažeš, da je strah čisto brezvezen. Pri meni je bila ena taka situacija vožnja. Začela sem voziti kaka 3 leta nazaj in sem v bistvu bila prepričana, da ne bom nikoli vozila, ker sem preveč nervozna za to in da nimam tega v sebi. Ampak potem sem se v bistvu potisnila skozi ta strah in me počasi začela biti strah vedno manj in zdaj mi je na tej točki postalo voziti v bistvu celo sproščujoče. Kar je tudi zelo pomembno je to, da z negativnimi čustvi nisi sam. Jaz sem to navado, da se vedno izoliram, ko sem slabe volje in to je v bistvu točno to, kar naš sistem, kapitalizem želi od nas, da smo sami in nesigurni in da ne zaupamo drug drugemu, zato ker potem lažje profitirajo od nas. Zato je ena dobra smernica za trenutni čas to, da probamo delati na tem, da gradimo skupnost in da delimo svoje izkušnje z drugimi in da si pomagamo. Samo na tak način lahko računamo na boljši svet, ker smo bolj povezani v dobrem in slabem in da to dosežemo, moramo deliti tudi dele sebe, ki mogoče niso tako prebavljivi in popolni. Ko smo že pri skupnosti, v bistvu z Melanie trenutno organizirava en sklop oblikovalskih delavnic v Mariboru pod imenom Kreativarna. Namenjene so temu, da čim bolj odprto raziskujemo različne medije in predvsem malo pohengamo in se povežemo. Tako da, če vas zanima in če boste v Mariboru, ste vljudno vabljeni. Delavnice pa v bistvu organizirava ravno s tem namenom, da probava ponuditi en tak iskren kotiček, kjer eksperimentiramo in nastane nek community v najni stroki, kjer je drugače precej veliko tekmovalnosti. Ena dobra stvar, ki pa jo lahko narediš tesnovo, pa je to, da probaš čim več usmeriti v recimo v ustvarjanje, pisanje, risanje. Zdi se mi, da v bistvu ravno v takih časih, kot so zdaj, rabimo tega vedno več in je fajn čim več ustvarjati in deliti svoje ideje. In pa to, da probaš malo upliftati ljudi okrog sebe in pokažeš s tem, kakšno vedenje bi rad videl v svetu in vplivaš na ljudi, da so bolj strpni in odprti in da jih malo naučiš o sebi in o tem, kar si se naučil na svoji poti v življenju. Tako da, če povzamem glavne smernice v tem videu, torej prva je sigurno to, da probaš pomisliti na tisti trikotnik čustev, misli in vedenj in da prepoznaš, ko si v fazi avtomatske misli. Ko se pojavi misel, jo sprejmeš in potem pokličeš prijatelja ali pa se posvetiš svojim hobijem. Drugo je to, da probaš čim več beležiti svoje čustva in pisati o situacijah, ki v tebi vzbudijo določena čustva. Tretja je to, da če so stvari too much za handlati, potem se ne boj prositi za pomoč. To ni nič sramotnega. Četrta je to, da se probaš obkrožiti s prijaznimi in razumevajočimi ljudmi, ki doživljajo svet podobno kot ti. To je zelo fajn, ker imaš občutek, da nisi sam in da tako velikokrat v ljudeh, ki so ti podobni, vidiš neke lastnosti, ki jih tudi ti nosiš, ampak v nekom drugem izgledajo dosti lepše, kot jih ti prepoznaš v sebi. Peta pa je to, da probaš to tesnobno energijo uporabiti koristno, tako da čim več ustvarjaš. In pa za na konec še enih par stvari, ki jih mogoče lahko narediš, če rabiš neko akcijo, če se ti zdi, da nimaš moči in bi rad vseeno naredil spremembo v svetu. Sem v bistvu nabrala par stvari, ki jih lahko narediš kot en sam človek na tem planetu. To je v bistvu tudi iz enega zina, ki sem ga naredila pred kratkim. Prva iztočnica je to, da bojkotiraš podjetja, ki so vpletena v zločine in financirajo avtoritarne režime. Dober primer je aplikacija No Thanks, ki v bistvu spremlja vse znamke, ki podpirajo Izrael in genocid v Gazi. In v bistvu samo poskeniraš črtno kodo izdelka v trgovini
in ti v bistvu pove, če je na varnem seznamu ali na tistem rdečem seznamu. Druga točka je to, da protestiraš in uporabiš svoj glas za to, v kar verjameš. Tretja je to, da ostaneš politično informiran, ampak da postaviš tudi meje s spremljanjem novic za svoje duševno zdravje. 4, to, da spremljaš aktualne peticije in jih podpisuješ. 5 je to, da bereš knjige iz tvoje lokalne knjižnice. 6 je to, da se vključiš v lokalno skupnost, recimo kot prostovoljec. 7 je to, da organiziraš dogodke, ki združujejo ljudi. 8 je to, da podpiraš lokalne umetnike, bende in kulturno sceno. Devet, to, da kupuješ oblačila druge roke ali pa da jih izmenjaš s prijatelji in nasploh kupuješ manj. 10. točka pa je to, da postaneš vegi, to je tako tudi en korak, ki ga lahko narediš, ki je malo bolj pozitiven za okolje in tudi za tvoje zdravje. To je v bistvu enih par informacij, ki sem jih nabrala v zadnjem času in sem jih želela dati vse na eno mesto. Če ima kdo podobno izkušnjo in ne ve, kako se soočiti s temi občutki, je to tak en vodič, kako se lotiti stvari. Trenutno smo v takem prehodnem obdobju, kjer se moramo prilagoditi spremembam v okolju in napredku v tehnologiji. Je občutek, kot da nas čaka neko novo poglavje. In zdaj smo samo v takem čudnem vmesnem času, kjer je vse malo zmedeno in kaotično. Tako da je biti zmeden v zmedenem času v bistvu čisto normalna stvar.